Torej, jaz sem se na to svojo ultra vzdržljivostno kolesarsko dirko North Cape oziroma North Cup 4000 uradno začel pripravljati približno 6 mesecev pred samim štartom. In po pogovoru z različnimi strokovnjaki sem v bistvu svoje priprave razdelil na 3 dele. Prvi del, ki je zdaj že uspešno za mano, je trajal 2 meseca in v tem delu sem se osredotočil predvsem na trening aerobne vzdržljivosti, torej nizka intenzivnost, treningi z nižjim srčnim utripom, ampak dalj časa na kolesu, daljše razdalje. In predvsem, da sem se začel nekako dobro počutiti na samem kolesu. Treningi, zdaj tisti prvi osnoven cilj, ki sem ga mogel doseči znotraj posameznega tedna, je bilo vsaj 12 ur na kolesu. Zdaj, odvisno tudi od mojih sladkorjev in od počutja sem te količine samih treningov prilagajal, ampak ponavadi sem naredil 2 treninga, torej 2 dni zapored trening, en dan pauza in potem spet 2 dni. Zadnji dan, 7. dan v tednu pa je bila tako po izbiri, ali neka regenerativna vožnja predvsem, ali pa nek mountain bike, pa malo s kolesom v gozd. Zdaj se pa nahajam v tistem drugem delu trenažnega procesa. V tem delu, ki isto traja 2 meseca, se osredotočam predvsem, ampak kombinacije aerobnega treninga in tudi anaerobnega treninga. Kombiniram različne tipe treningov. Tisto osnoven še vedno ostaja, torej nek nizek tempo, cona 2, več ur na kolesu, torej malo lažji za srce. Naprimer, drugi tip treninga pa je, ko se osredotočam v tistem dnevu predvsem na pridobivanje nekih višinskih metrov, ker v povprečju bo mogel na tej dirki vsak dan premagati približno 1200 višinskih metrov, tako da probam tudi zdaj narediti v tistem dnevu vsaj 1500 do 2000 višinskih metrov. Potem, naprimer, tretji tip treninga so neke intervalne vožnje, torej da vzdržujem tempo vožnjo približno 15 minut z neki višji, težji prestavi, tudi seveda z višjim srčnim utripom, potem nekih 5 minut v nižji prestavi in z manjšim srčnim utripom in naredim potem približno 10 takih različnih intervalov, odvisno od dneva in od počutja seveda. No, potem pa pridemo še do tistega zadnjega, tretjega dela v trenažnem planu, ki pa traja zadnja 2 meseca, torej 2 meseca pred samo tekmo. V tem delu pa se bom poskušal udeležiti tudi čim več nekih dirk, v narekovajih, maratonov predvsem, ampak naj poudarim, da ne tistih klasičnih maratonov, ki so, ne vem, do 100–120 km, ampak teh malo bolj vzdržljivostnih, torej 200 plus, 200 pa tudi tam do 400 km. Predvsem zato, da bom videl, kako se moje telo obnaša pod različnimi stresnimi dejavniki, ko bom sam na cesti, ko se bom mogel sam znajti, sam iskati hrano, tako kot na tej zadnji glavni preizkušnji. Bi pa rad eno zelo pomembno stvar izpostavil, namreč veliko ljudi si ne zna predstavljati treningov s sladkorno boleznijo in predvsem ne vejo, da so treningi s tako boleznijo zelo različni. Pa ne v samem principu samega treninga, posameznega kot takega, ampak vseh malenkosti znotraj treninga. Torej prvič, ni vsak čas v dnevu primeren za trening. Zdravi ljudje ponavadi lahko zberejo katerikoli čas v dnevu in grejo na kolo in naredijo trening. Pri sladkorni bolezni pa je potrebno gledati, kakšen trend oziroma kakšen sladkor v krvi trenutno imaš. In če je sladkor previsok ali pa prenizek, potem enostavno v tistem trenutku ne moreš na kolo. Drugič, prehrana na kolesu. Neki splošni trendi ali pa neka splošna pravila prehranjevanja na kolesu so vsem znana in te trendi se oblikujejo seveda po vrhunskih kolesarjih. Pri sladkorni bolezni pa je sama dieta, kot sem omenil že v prejšnjih videih, majčkeno drugačna in ni vsaka prehrana torej nekako zdrava za diabetike. Tako da tudi na kolesu jaz vedno prilagajam dozo ogljikovih hidratov, definitivno je vsaj za pol manjša kot pri tistih profesionalnih športnikih. In zakaj manj ogljikovih hidratov? Predvsem zato, ker če bi jih naenkrat zaužil preveliko, potem bi sladkor spet nenadoma previsoko zrastel in tudi takrat bi se mogel ustaviti in dejansko počakati, da se stabilizira. In tretjič,
regeneracija. Regeneracija pri diabetikih je ravno zaradi teh nihanj sladkorja v krvi počasnejša. In zato moraš znati poslušati svoje telo in kakšen trening tudi prilagoditi, včasih tudi spustiti, ker si boš s tem naredil veliko večjo škodo, kakor če bi trening naredil. Moj dan v povezavi s prehranskimi dodatki je tak, da v bistvu štartam jutro z vitamini in minerali, tudi kreatin vzamem in povečano dozo magnezija. Med samimi treningi uporabljam različne tablice, gele, predvsem pa, tako kot vsi ostali športniki, izotonične napitke. Po vsakem treningu vzamem regeneracijske napitke, ki imajo povečano dozo beljakovin z manj ogljikovimi hidrati. To pozitivno tudi vpliva na moj sladkor v krvi. Zvečer pred spanjem pa pravzaprav samo ponovim tisti jutranji ritual, torej vzamem še eno dozo vitaminov, mineralov, magnezija in kreatina.